No, preden pa se bodo pri podjetju Uber, ki ga bomo naslednjega izpostavili v naših MMC novicah, začeli ukvarjati z elektriko, o čemer verjetno že razmišljajo in s polnjenjem, pa se morajo lotiti oziroma se lotevajo že kar nekaj časa osnovnih odnosov v človeštvu. V kabini za začetek. Lansko leto smo bili v Londonu na njihovi poslovni konferenci, kjer so zbrali najboljše od svojih voznikov in jim pripravili posebno predavanje, s katerim so poskušali od njih dobiti nekakšno zagotovilo, da razumejo, kakšno je poslanstvo voznika Uber prevozov. In zdaj so šli še korak naprej in sicer povezovati so se začeli z družinami. In sicer mame, očetje, ki prepustijo vozniku Ubera svojega otroka, morajo vedeti, da to prepuščajo nekomu, ki mu lahko zaupajo. In tako je dejansko prišlo do pogodbe, kjer ti skleneš prevozništvo oziroma storitev z nekom, komur prepustiš svojega otroka v skrb za morda kar velik del dneva. Z nekom, ki naj bi veljal za zaupanja vrednega. No, ampak kot smo med vrsticami lahko na konferenci razumeli ali pa vsaj dobili občutek, Uber komaj čaka trenutek, ko bo to zaupanje lahko preložil na avtonomne avtomobile, na stroj. Kakšno pa bo naše zaupanje stroju, je pa seveda že druga stvar. No, še več pa v MMC-jevih novicah, se pravi v avtomobilskih novicah tedna. Zaradi brexita se nad avtomobilsko industrijo v Veliki Britaniji zgrinjajo novi črni oblaki. Po Nissanovi napovedi, da bo v Sunderlandu ukinil proizvodnjo modela X-Trail, je zdaj Honda napovedala, da bo leta 2021 zaprla svojo tovarno v Swindonu. Le-ta deluje že od leta 1989. Brez dela pa bo ostalo 3500 ljudi. To bo največji udarec za delavce po propadu skupine Rover leta 2006, ko je brez službe ostalo 6000 ljudi. Za zapiranje angleških tovarn sicer ni edini krivec Brexit. Swindon recimo zapirajo tudi dizelski motorji in tudi 4500 Jaguar Land Roverjevih delavcev po vsem svetu ne zapira zgolj Brexit, ampak tudi slaba kakovost predvsem na kitajskem izdelanih avtomobilov. Toda posledice morebitnega izstopa Velike Britanije iz Evropske unije brez dogovora ne grozijo le proizvajalcem in njihovim zaposlenim, temveč tudi kupcem. To so med prvimi občutili tisti, ki so na otoku že naročili Porscheja, a ga bodo prejeli šele po 29. marcu. Od njih namreč Porsche zahteva zavezo, da bodo v primeru povečanja dajatev po brexitu plačali dodatnih 10% na prvotno dogovorjeno ceno. Spletni gigant Amazon je vložil $700 milijonov v ameriški startup Rivian, ki želi leta 2020 na ceste postaviti zmogljiv električni poltovornjak ter 7-sedežni športni terenec. Ford se je na drugi strani na inovativen način lotil posla, ki ga odlično obvlada ravno veliki Amazon. S podjetjem #Newt si je zamislil nov način dostave paketov, pri katerem klasični dostavni kombiji delujejo kot mobilna skladišča. Kombiji se namreč s pomočjo programa v oblaku ustavijo na strateških točkah, dostavo do vrat pa kurirji opravijo peš ali na kolesih. Kolesa, in to električna, pa bo v Evropi namesto avtomobilov začel prodajati General Motors. Na voljo bosta običajen ter zložljiv model, ki z enim polnjenjem ponujata do 64 km električno nožne hibridne vožnje. Domače premiere ta teden pa zastopa prenovljeni Fiat 500X. Posebnost modela Fiat 500X je v tem, da se je že pri prejšnji generaciji izkazalo, da je priljubljen pri ljudeh, ki jim ni vseeno, v kakšnem avtomobilu se vozijo. Hkrati se pa je izkazalo tudi to, da je to avto za vse generacije. Ima pa novi Uconnect sistem tudi eno zanimivo opcijo, in sicer povezljivost aplikacijo, s katero se povežete preko mobilnega telefona in spremljate, v kakšnem stanju je vozilo, se pravi, koliko goriva imate, kje ste ga parkirali in tako naprej. In med drugim lahko tudi spremljate, če se avto nenamerno začne premikati, medtem ko vi ne želite, se pravi, če vam želijo avto odtujiti. Pa gremo še malo v zrak, dokler še lahko z Airbusom A380. Uresničile so se namreč napovedi o koncu proizvodnje tega največjega potniškega letala na svetu. Njegovo usodo je zapečatilo zmanjšano naročilo strani prevoznika Emirates, ki je bil največji naročnik za ta model. Zadnje primerke bodo dostavili leta 2021. Airbusov rival iz Seattla pa se iz višav spušča tudi v globine. Na vladnem natečaju je dobil denar za razvoj podmornice. Za konec smo prihranili še nekaj malce bolj uživaškega. Ford je uradno pokazal športno izvedbo novega Focusa z oznako ST.
Tako kot njegov predhodnik, bo tudi novi model na voljo v bencinski in dizelski različici, pri čemer prva zmore 280, druga pa 190 konjev. Za piko na i pa še izjemno delo Fabijana Oefnerja, umetnika, ki združuje fotografijo in znanost. Poznan je po fotografijah, na katerih se zdi, da avtomobilski modelčki eksplodirajo. Pri tem pa so vidni vsi njihovi deli. Tokrat pa je ustvaril umetnino s pravim Lamborghinijem Miuro. Za sestavo osupljive slike, za katero je fotografiral 1500 delov, je potreboval skoraj 2 leti.